Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo vabljeni k poslušanju novega dela radijskega romana Le eno je potrebno. Močna odjuga, ki je načela let na jezeru, je spet prinesla upanje na potovanja, toda tudi mnogo nespečih noči. Če se je razklal debel led, je včasih počilo, kot bi kdo ustrelil stopom, in čeprav je bil tega že precej navajen, je vendarle marsikdaj sredi spanja rinil z ležišča. Čutil je, da se skrivnostni naravi le počasi privaja. Ko je šel prvič v Fort William, med vojaki je bilo nekaj katoličanov, v bližnji vasi pa nekaj spreobrnjenih indijancev, se je čudil gozdovom, ki so se nepretrgano vlekli milje daleč. Skoraj nikjer žive duše. Neznanska širina je strmela v nebo kakor zakleta. Sever s svojo prostranostjo je požiral človeka. Samotnost je na čuden način zagrebala voljo in prinašala malodušje. Zima je to občutje še poglobila. Marsikdaj, ko je šel obiskat indijance, ki so po dolge dneve ribarili, je obstal, gledal za seboj sledi nerodnih krpelj, in to je bilo vse, kar je kazalo, da je v tej beli divjini še neko življenje. Gozdovi, stisnjeni pod belo težo, so bili videti neprehodni. Drevje je pokalo od silnega mraza. Vetrovi so na mnogih krajih nasuli visoke zamete in jih nato spet obrusili v čudne rebraste oblike. Moj Bog, kako majhen je človek v tej divji pokrajini v snežnem viharju. Kakor smet, kakor storžek odtrgan z borovca. Izgubljen si, če ne najdeš smeri. Kakšna milost je tedaj drobna luč v samotni koči lovca ali indijanca. Spoznaval je sever, njegov čudoviti mir in samotnost v zimi, kakor je v jeseni občudoval barve gozdov. Čas v tej pokrajini je bil drug. Ljudje drugačni. Človek tu se je potapljal v samotnost z vso dušo. Misel, da misijonarja Pirca ne bo v La Point, ga je bolela. Ob koncu svečana je Sel prinesel nekaj pisem, eno je bilo iz Sault Ste. Marie. Pisal mu je pater Hatcher, ki se je bil vrnil iz Ohaja. Novi misijonar je takoj po prihodu, že v pozni jeseni, skušal priti do La Pointa in nekaterim indijancem ponujal $100, če bi ga prepeljali. Toda v tem času si nihče več ni upal na tako dolgo pot. Tako je oče Pirc najprej odpotoval v Arbre Croche, po nekaj tednih pa se je preselil v Cross Village. Pustil pa je pri njem mladega fanta Antona Mrlaka, ki ga je pripeljal s seboj. Takoj, ko bo odšla po jezeru prva ladja, ga pošlje na pot in z njim tudi pismo sestre Amalije, ki mu je priloženo 5 zlatnikov. Razočaranje, da rojaka Pirca ne bo, je poglobilo v njem misli, s katerimi se je ubadal vso zimo. Pomanjkanje duhovnikov je zaviralo delo, ki bi se lahko na široko razmahnilo. Skoraj si ne more misliti, da je najbližji duhovnik v Sault Ste. Marie. Koliko duš bi mogli rešiti duhovniki, ki v Evropi dneve in dneve zapravijo za nepotrebna ubadanja. Tu so polja zrela za žetev, a žancev ni. Protestantje pošiljajo pastorje in brate in jih zakladajo z denarjem. Njih svetišča so naravnost košata v primeri s katoliškimi. Moj Bog, koliko muk je treba za skromno cerkvico, in ko je zgrajena,
Ni duhovnika, da bi z verniki delil trpljenje zemskih dni in upanje na večno slavo. Zdelo se mu je, da so misli iz sanj, ko jih je precenjal, toda iz dneva v dan so postajale bolj resnične. Oditi v Evropo, govoriti po cerkvah o misijonskem delu, naslikati trpljenje in hrepenenje indijanskih rodov z govorjeno besedo, ne samo spisano. Morda bi našel nekaj duhovnikov, ki bi bili pripravljeni oditi v Ameriko. Morda bi jih našel celo več, kakor misli. Morda bi našel nove dobrotnike. V Parizu bi lahko dal natisniti življenjepis Jezusa Kristusa in ga prinesel nazaj očepvejcem kot najlepše darilo. Kakor da so bile misli predolgo za močnim jezom, tako so zdaj vrele in rušile vse ugovore. Cerkev v Le Pointu je že veliko premajhna. V stiski in naglici je bila zgrajena. Zdaj je vernikov toliko, da ne morejo vsi vanjo. Pred vrati in pod okni se gnetejo, da vsaj malo sledijo obredom. Pri leopoldinski družbi na Dunaju bi z gospodi lahko govoril iz oči v oči in ne samo s pismi. Nenadoma se mu je zazdelo, da govori samo srce. Da je za vsemi velikimi načrti najmočnejša misel na srečanje z dragimi. Videl bi Amalijo, Antonijo, videl bi profesorja Dolinarja, drage prijatelje, Vesela, Pavška, velikega misijonskega podpornika Zupančiča v Trstu, za indijanske misijone navdušenega spirituala Slomška v Celovcu. Velika samota in neznanska širina severa mu je zbudila hrepenenje po oddihu, po dragih obrazih. Bežati hoče, ne za dolgo sicer, toda bežati hoče v naročje tistega, kar mu je bilo nekoč tako ljubo. Uršulinska cerkev na Dunaju, ki hrani tihe korake patra Hofbauerja, ljubljansko semenišče, šmartinsko župnišče in pogled proti goram. Bog ve, kakšen je prvi dom v Dobrniču, kakšen je Trebanski grad, kakšna je Amalija in njeni otroci. Skušal je zriniti iz srca veselje po snidenju in si dopovedoval, da bo odšel v Evropo samo za voljo blagra svojih misijonov. Kdor orje, gleda naprej in ne nazaj. Ne more spet navezovati srca na tisto, kar je minilo. Svoje življenje je daroval drugim in ne sme ga vzeti nazaj niti za kanec. Nenadoma mu je misel na Evropo prinesla razdvojenost. Bili so večeri, ko je premišljanja in tehtanja končal z enostavnim sklepom: ne pojdem. Na pogradu v temi je iz bolečega vrenja spregovoril razum. Škoda, ki bi jo utrpeli Indijanci, kdo jo bo nosil? Od škofa ni denarja. Ameriška družba za krzno čaka z dolgovi le za gotov čas, ker kupčije s kožuhovino ne gredo več tako v cvetje, kakor so šle. Prav za voljo tega so začeli s kupčijo rib. Lahko se zgodi, da bodo terjatve prišle prej, preden misli. In kaj potem? Potreben je bil pogovora. Želel je slišati mirno in trezno besedo. Na svetega Valentina dan proti večeru je odšel v kočo starega Kadota. Starček je v zadnjih mesecih telesno opešal, toda duh mu je bil še vedno neverjetno trden in trezen. Razveselil se ga je bil. Takoj je pristavil posodo za čaj. Baraga ga ni želel dolgo motiti.
Obiskal ga je sicer večkrat, navadno vselej, kadar se je odločal za bolj pomembno stvar. Gospod Cadot je poznal razmere boljše kakor kdorkoli. Skušal je ostati miren, ko je govoril. Verniki v Le Pointu bodo potrebovali večjo cerkev. Verniki v Fond du Lac, cerkvico in duhovnika. Zdaj dejansko versko življenje tam vzdržuje dobri trgovec Pierre Cot. Morda bo novi misionar, ki je prišel iz Evrope, mogel tja. Upanje je. Toda denarja ni in duhovnikov manjka. Oboje prihaja iz Evrope in muči ga želja, da bi šel tja in osebno prosil za oboje. Toda je še nekaj in prav to mu rodi muko. Pot bo stala denar, ki ga bo treba vrniti, in boji se, da govori iz te želje po poti tudi osebno hrepenenje. Videti svoje ljudi, svoje prijatelje, srečati svoje spomine. Boji se, da bi ta želja zameglila prvo in se ne more odločiti. Gospodu Cadotu se je preveč tresla roka, da bi mogel naliti čaj. Nalil ga je za oba baraga. Nato se je starček spustil v naslonjač. Oče, en sam človek lahko dolgo vesla. Toda če sta dva v čolnu, lahko veslata izmenoma in čoln pride dlje. Ne moreš vsega sam, oče. Poglej, koliko časa potrebuješ, da prideš do Fort Williama in nazaj. Tako daleč na severu je. Najbližji je še Ngadivanang in vendar minejo dnevi, preden se lahko vrneš. In kamorkoli greš. Le Point ostane prazen, dokler se ne vrneš. Prišel bo čas, ko ti bodo opešale moči. Morda bolj kot meni, ki sem navajen teh zim in viharjev. Potrebujemo duhovnikov, oče. Ne za mesta, marsikdo bi morda rad šel v Detroit. Potrebujemo jih za kraje, kakor je Le Point, daleč od mest, kjer so ljudje raztreseni, kjer jih je treba iskati po gozdovih in po samotnih kočah. Ne odlašaj, oče. Morda nekoč tudi ti pojdeš, vem. V Lansu čakajo, da bi nekdo prišel. Kdo bo prišel za teboj, če duhovnikov ne bo? Morda niti ne uspem, morda bo dolga pot čisto za manj in se vrnem s skromnimi darovi. Zdelo bi se mi, da bi naredil greh, če bi se reven vrnil in se veselil le snidenja s svojimi ljudmi, mu je Baraga odgovoril. Gospod Cadot je otresal z glavo. Oče, še ptiči se vračajo v svoja gnezda. Ko bi ne bilo tvoje domovine, ko bi ne bilo tvoje matere in tvojega očeta, bi ti ne bil danes v Le Pointu. Veliko smo ti dolžni in ti si mnogo dolžan njim, ki so te pripravili za pot k nam. Močnejši se vrneš, kot boš odšel. Morda me pri prihodu nazaj ne najdeš več v telesu, toda našel me boš pri cerkvi. Nenadoma je utihnil in se zagledal v solze na misionarjevih licih. Malo bodo nekoč vedeli ljudje o našem trudu, oče. Toda vedno mislim, kar bo nekoč živelo tu okrog, bo živelo za voljo tega, kar smo svoje trude opravili po najboljši volji. Samo prikimal je, nato je stopil do naslonjača in poljubil starcu roko. Moral bi te spremiti, oče, je tiho rekel gospod Cadot, toda ne upam iz koče. S tvojimi koraki bo moja molitev. V zadnjih dneh svečanja je pisal Amaliji. Že nekolikokrat sem ti omenil, da me v tem novem,
toliko obetajočem misijonu, tare skrajno uboštvo. S $3 sem prišel, brez živil in s prav malo obleke, čisto sam, brez učitelja, brez postrežnika, brez vsega. Od dne do dne bolj čutim težo svojega položaja. Tako ne more iti naprej. Misijon trpi veliko škodo. Saj sem z malim zadovoljen in za svojo osebo ne iščem nič koristi in udobnosti. Toda če vidim, da za voljo mojega siromaštva misijon trpi, da misijonska cerkev znotraj ne more biti dodelana, da tukaj ni šolskega poslopja, še manj pa učne moči, da moji ubogi otročiči nagi letajo okoli, s solzami v očeh to pišem, potem si želim biti bogat, da bi svojim ubogim Indijancem s častnimi zakladi pridobil minljive zaklade večnega življenja. Besede so mu vrele iz srca. Enkrat v Kimavcu bi odpotoval, se ustavil v Rimu na propagandi in na Dunaju pri Leopoldinski družbi. V Ljubljani bi morda mogel natisniti indijanske knjige in za stroške dobiti dobrotnike. Morda bi tam mogel ustanoviti tudi društvo svetega Jožefa, ki je patron cerkve v La Pointu. Člani tega društva bi dali letni prispevek za misijone. Antonija naj ga počaka doma, če pa je že odpotovala proti Ameriki, bo vse uredil, da ostane do njegove vrnitve v Detroitu. Naj mu ne piše več, zakaj pomladne dni bo porabil za potovanja. Na dan 26. velikega travna je odpotoval z ladjo v Fond du Lac. Gospod Pierre Cot je spet pripravil 14 Indijancev za Sveti krst. Med njimi je bil zdaj tudi eden izmed poglavarjev z vso družino. Vsa vas ga je pred odhodom silila, naj bi za Le Point dobil drugega duhovnika, sam pa naj bi ostal pri njih. Ni jim mogel ustreči, obljubil pa jim je spet duhovnika, kakor prvič. Moral je z njimi, da so mu pokazali prostor, ki so ga že izbrali za cerkev in za kočo duhovniku. V poletju je prišla pošiljka Leopoldinske družbe. Nekaj mašnih oblačil, veliko rožnih vencev in škapulirjev ter svetinic. Gospodu Cadotu je najlepši rožni venec zanesel sam. Našel ga je pred kočo na klopi, ko je gledal na jezero. Popravil sem se spet, je rekel veselo. Toda, ko gledam na jezero, mislim na večnost. V brezah se je bleščalo sonce. Skoraj pojdem, je rekel Baraga. Jaz tudi, je rekel gospod Cadot. Vsak je mislil na svojo pot. In ko sklepamo današnji dan, tudi nocoj verjetno vsak misli na svojo pot. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker nas spremljate pri prebiranju radijskega romana in lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnji četrtek. Želim lep večer in lahko noč. Radijski roman.